Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v naj začnimo teden z Lili Sorum. Tokrat se bomo pogovarjali o mesecu februarju, konec januarja pa nas je blagoslovil s snegom, torej v ozadju verjamem, da bomo sem ter tja slišali tudi, kako ta sneg kidajo. Torej, dragi moji, februar je pred vrati, mesec povezovanja, mesec sodelovanja, mesec komunikacije. Na hitro naj omenim, takoj na začetku meseca imate na voljo dva fenomenalna dogodka. Prvi bo potekal 1. in 2. februarja pod budnim očesom Nike Cerar. Pripravila je summit za ženske, kako doseči vse, česar si želimo, pa tega ne plačati z izgorelostjo. 18 govornic vas čaka, dogodek je brezplačen, 1. in 2. februarja bo potekal, 48 ur imate čas za ogled vsebin, linkec bo spodaj. Drugi ob 18, zelo izračunane številke, ure in datum seveda, pa bo na voljo tudi online interaktivni dogodek, Vizionarsko leto 2024. Spravi, ne glede na to, da en mesec je že minil, ogromno časa imamo še, da se pripravimo na letošnje leto, na to, da resnično zagrizemo v to jabolko na drugačen način. In Miha je pripravil za vas tudi sicer še malo bolj obširni dogodek, tudi še na voljo bo astrologija. Drugačno vizionarstvo, podjetništva bi jaz temu rekla, tako kar po domače, bolj mladostna energija, bolj mladosten pristop. Mi ta stari nimamo zmeri čisto vse prav. Torej, to pa je 2. in ste vas veselim, link za oba dva dogodka sta spodaj. Februar, mesec ljubezni, mesec števila 2, v letu, v kateremu vlada ego. Kaj bi lahko šlo narobe? Zakaj pa se raje ne vprašamo, kaj bi lahko šlo prav? Dvojka nam namreč zelo pomaga videti drugo plat zgodbe, kar je absolutno, ko govorimo v letu, kateremu vlada ego, zelo pomembno, kajti tisti ljudje, ki so zelo egocentrični, načeloma menijo, da je vsem fino to, kar je njim fino, da vsi, kadar so slabo, niso slabo, ker so samo oni slabo. Torej, težko razumejo drugo plat zgodbe, težko se postavijo v drugega človeka, zato bo februar fenomenalen. Energija bo malo bolj počasna, pa vseeno odločna. Vseeno, po takih posebnih formulah pridemo do števila 1. Enka simbolizira samozavest, simbolizira to neodvisnost, zaradi katere smo raje sami kot v slabi družbi. Ko gremo raje sami z glavo skozi zid, mislim, veliko ljudi, ki imajo močno enko, vedo, se zavedajo, da grejo radi z glavo skozi zid. Torej, februarja se boste te dve vibraciji malo menjavali. Bodo trenutki, ko boste totalno odločni, ko boste čisto zagnani, ko boste bolj korajžni, in bodo trenutki, ko preprosto vam bo morda zmanjkalo energije tudi za tisto, kar je najbolj osnovno. In obe plati zgodbe, dragi moji, sta pomembni. Se pravi, po eni strani smo v zimskem času, smo v obdobju, ko naj bi počivali, ko naj bi se regenerirali, ko naj bi prisluhnili sebi. Število 2 absolutno simbolizira tudi naš lasten notranji dvogovor. Se pravi, kako se mi sami seboj pogovarjamo, kaj je tisto, kar mi sebi rečemo, kadar smo tečni, kadar smo zoprni, kadar zamujamo, kadar nam gre vse narobe. In tako naprej, in tako naprej. In kaj rečemo sebi, kadar se nam nekaj posreči, kadar res nekaj dobrega naredimo, ali se ustavimo, se pohvalimo, se rečemo, stari, stara, tole je bilo pa res the best. Torej, ta notranji dvogovor pa običajno ne zaznamo, če smo vedno nekako v naglici. Zato je še kako potrebno, da se sem ter tja ustavimo, da pravzaprav sami sebe srečamo. Torej, eno in drugo se nam obeta v mesecu februarju, po eni strani tudi povezovanje z ljudmi, kateri nam sicer morda so zanimivi, so nam nenavadni, se nam zdijo polni sami sebe. Torej, dragi moji, februarja nas znajo dogodki malo presenetiti v smislu, da se bodo v našem življenju ali pojavile osebe, ki bodo skrajno samozavestne, katerim boste vi potem konec koncev slej kot prej morda tudi morali postaviti mejo, ali pa bomo sami pri sebi prepoznali to neko povečano, bom rekla, potrebo po temu, da smo bolj suvereni, da povemo, kar mislimo, da stojimo za tem, kar smo povedali, da stojimo za tem, kar mislimo in to, kar smo, in temu, kar smo. Torej, dragi moji, čeprav mi malo nagaja slovnica na današnji dan, naj bo februar čas, ko se v naši komunikaciji absolutno potrudimo biti jasni, razločni, seveda pa zato rabimo vedeti, kaj sploh mislimo. In če bi morala dati en sam napotek za mesec februar, bi to bilo,
čim večkrat se vprašajte, kaj pravzaprav vi mislite, kako se pravzaprav vi počutite, čim večkrat tekom dneva. In jaz vem, da to velikokrat ponavljam, ampak veste, enkrat, ko pademo v to kolesje naglice, v to šprintanje, v to, recimo, je sneg, je Dunajska zaprta in po konec sveta. Torej, enkrat, ko pademo v te zunanje dražljaje, sebe težje opazujemo. Enkrat, ko pademo v ta naš ego, ki ga imamo vsi, pa smo lahko še bolj razsvetljeni, znova težko sebe slišimo. Ampak, kar pa je tukaj problem, pa je to, da ego se zna tako zelo pretkano zakrinkati v občutek intuicije, v občutek nekega uvida, neke resnice. Jaz vam povem, veste, kaj pravijo, ta človek bi pa eskimom sneg prodal. No, to je naš ego. On vam bo tekom februarja sem ter tja prodajal neke misli, neke uvide, neka prepričanja, neke vzgibe, neke zelo močne občutke, zaradi katerih boste vi mnenja, da vi imate ful prav, vsi drugi nimajo pojma in zdaj, ker imate vi ful prav, imate prav. In kadarkoli smo mi res prepričani, da imamo prav, a se kaj zelo sprašujemo, kaj je narobe? Ne. Recimo, jaz, ko grem zjutraj se skuhat kavo, se ne sprašujem, o moj bog, kaj pa če bo ratal čaj? Kaj pa če bo ratala to zdaj goveja juha? Ker vem, da sem dala kuhat kavo, ker točno vem, da imam pripravljene sestavine za kavo in točno vem, kako se bom tega lotila. Zdaj bo dobra ali ne bo dobra? Ok, to je zdaj stvar debate. V življenju se nam velikokrat zgodi, da smo ali na avtopilotu, ali tako zelo funkcioniramo po nekih načelih pričakovanj drugih ljudi, ali pa smo tako zelo prepričani, da imamo prav, da sploh več ne dvomimo. In tukaj leži največji problem, se mi zdi, katerega koli časa, ne samo današnjega, ne sprašujemo se, ali mi resoniramo z nečim, ali je to res tako zelo imenitno, ali tako zelo slabo. Nehamo se spraševati, nehamo rasti, nehamo biti radovedni in nehamo biti kritični. In zdaj ne govorimo o tem, ko mogoče dvomimo v vsaki besedi, pa iščemo, kje bo kaj narobe, pa dvomimo v ljudi, svet, vlade in tako naprej. Govorim v kritičnosti razmišljanja v našem lastnem umu. In seveda zato pa potem vsi ti vzorci, kako smo slabi, kako smo preslabi, kako smo premalo mladi, bogati, lepi, gibčni, karkoli že, se tako zelo zlahka primejo. In če je darilo letošnjega leta karkoli, je to, da opuščamo pričakovanja drugih ljudi. Da spuščamo pričakovanja okolice, preteklosti, tudi naša lastna. A bo šlo? Tudi naša lastna. Včasih smo preprosto mi sami do sebe prezahtevni, preveč mačehovski, včasih si damo premalo časa, včasih pa dejansko tudi pozabimo pomisliti na to, da morda ne gre za ne, ampak gre za ne še, ne sedaj, ne s to osebo, ne v tej službi, ne točno ta avto. Ne pomeni ne vam. Življenje vam nikoli ne bo reklo ne, zato ste živi. Ampak včasih življenje bolj šve kot mi. Torej, kolikokrat se je zgodilo, da se rečemo, še dobro. Pa bom dala kar samo sebe za primer. Moj plan je bil iti v Ekvador cel februar, cel marec. Zdravstveno so se neke stvari zakomplicirale, določene preglede in posege imam ravno februarja. Zdaj, bolj, ko sem se to trudila nekako skombinirati, vsaj za en mesec, pa mogoče tako januarja, pa gor pa dol, pa sem se slabo počutila. Pa na koncu sem rekla, ok, Lili, se Ekvador ti ne bo nikamor ušel, boj, da bo država še zmeri tam, pač tvoje krščenke še ne boš videla, ampak ok, ni konec sveta. In potem, kar naenkrat v Ekvadoru je vojna, tanki na cesti, ogromno mrtvih in tako naprej. In v tistem trenutku sem si rekla, zdaj pa razumem, zakaj me je ustavilo. Kolikokrat v življenju si tu podobno rečemo, zdaj pa razumem. Ampak, veste, če se mi ne ustavimo, pa mi ne opazujemo življenja, pa nismo malo kritični, pa malo radovedni, pa malo analitični, koliko takih dogodkov gre mimo, kar sicer ni konec sveta, ampak veste, kaj pa je škoda? To, da se nam zdi, da je življenje krivično, to, da se nam zdi, da nam je bila neka priložnost odvzeta. Se pravi, jaz bi lahko šla naprej v življenju, si mislila grozen, pa še februarja nisem mogla tu v Ekvador, pa zmeri sem februarja dol, pa to se bo zgodilo, pa gor in dol in levo in desno, ali pa bi najdla razlog,
ozavestila, zakaj očitno so pa neki angelčki mal prišparali. Kajti tam, kjer sem jaz, tam mene ne skrbi, da bi prišlo do nekih tankov in bojev med narkosi in vlado, ampak do tja je treba priti in še predobro vem, kako zelo so v takih situacijah ravno turisti, ki potujejo sami, radi tarča narkosov, ki jim potaknejo mamila, ki jih potem pa si lahko mislite, kako se to naprej razvija. Torej, dragi moji, kaj v vašem življenju bi lahko bilo podobno? Kdaj v vašem življenju se je nekaj blokiralo, je propadlo, razpadlo, ni šlo tako, kot ste vi želeli? Pa če danes nazaj pogledamo, pa fajn razmislimo, smo lahko hvaležni. Torej, tudi zato je februar pomemben. Tudi zato je februar vsako leto pomemben, ker nas malo ustavi in nam reče, poglej še druge. In nam reče, razmisli, kako ti vplivaš na okolico, kaj ti prinašaš, katero darilo si ti. Jaz imam fenomenalno osebno svetovanje 1 na 1 o poslanstvu. Kakšno darilo ste vi človeštvu? Kaj številke za vas pravijo, da vi prinašate ljudem okoli sebe, svetu okoli sebe? Mnogokrat se ne zavedamo tega. Mnogokrat nam nekdo reče, takrat si mi ful pomagal, pa smo mi tako, a res, kaj pa sem naredil? Kolikokrat se morda to vam zgodi, da ne vidite svoje lastne veljave? In po drugi strani, dokam mi svetu puščamo? Kje pa je zdaj ta meja, ko mi rečemo, ok, lahko razumem, da so zakoni v Sloveniji takšni. Lahko sprejmem, da so neke smernice takšne. Ampak mogoče pa neke stvari, ki so veljali 1930, danes ne veljajo več. Mogoče neke stvari, ki so veljali ob mojem rojstvu, danes ne veljajo več. Pa ko sem bila jaz 2 leti stara, verjetno so bile pričakovanja drugačne kot takrat, ko sem bila najstnica, pa kot takrat, ko sem bila 30, pa zdaj, ko bom ravno kar 50. Torej, velikokrat pozabimo sebe umestiti in zato je februar vsakega leta pomemben, ker nam pomaga preveriti, kje so zdaj te naše meje, kje so pričakovanja naša, zahteve drugih in tako naprej, kje se mi končamo in drugi pričnejo, kaj mi doprinašamo, kaj mi sprejemamo. In letos, ker smo v letu, v kateremu vlada ego, bo to še toliko bolj pomembno. Kaj ti pričakuje se od vas, da boste postavili meje tistim, ki morda nimajo vašega najvišjega dobrega v mislih, ali pa to oni menijo. Se pravi, vsi neki očitki, manipulacije, vse to lahko pričakujemo, da bo privrelo na plano že kar februarja. Ne vem sicer, zakaj imam danes tako potrebo po mahanju, ampak očitno se mi to zdi sila pomembno. Ali pa imenitno, ne vem. Torej, število 2 simbolizira komunikacijo, povezovanje, sodelovanje. S kom sodelujete? In koga ubogate, in proti komu ste upornik. A veste, vsi imamo ljudi v življenju, katerim kar nekako kontriramo malo po defaultu. Pa vsi imamo ljudi v življenju, ko se jih mogoče malo bojimo, ali pa jih ful cenimo, ali pa se nam zdi, oni morajo pa res imeti prav, pa kar tudi malo pozabimo razmisliti svojo glavo zraven. Kje in kako pozicionirate ljudi v vašem življenju, bo februarja še kako zelo pomembno. Se pravi, vi ste tisti, ki nekomu dajete moč. Jaz verjamem, da se lahko nekoga, ki pride z brzostrelko, ustrašimo. Ampak na koncu dneva vsi imamo neko točko, preko katere gremo tudi pred človeka z brzostrelko. Temu včasih jaz tako malo po nesrečen rečem, vsi imamo svojo ceno. Pa mi dovolite, da razložim. Se pravi, če smo mi zdaj na nekem mostu, ki zagori in na drugi strani mosta je denimo naš otrok, jaz verjamem, da bi tekli čez tisti most otroka rešiti. Za nekoga pa ne bo na drugi strani otrok, za nekoga bo tam, vse vemo, bogatstvo, ego, prepoznavnost, slavo, za marsikoga rečemo še lastno mamo bi prodal za to, da bi dosegel svoje. Vsi imamo nekaj tam. Zelo pomembno je, da veste, kaj je tisto tam. Pa ne zato, ker bi jaz zdaj želela vas kritizirati, koga bi, pa koga ne bi, pa tako naprej, ampak zato, da vemo, kaj pa je tisto, zaradi česar pa na most tudi stopili ne bi, kaj šele čez ogenj tekli. Kajti velikokrat, kar se zgodi v praksi, je, da smo preutrujeni, da smo morda znervirani, da imamo slabe izkušnje za seboj, da se ne želimo ljudem zameriti, da mogoče določene osebe ne želimo zgubiti, da mogoče menimo, da ima druga oseba bolj prav. Mislim, a veste, razlogov je veliko, do jutri zjutraj bi jih lahko naštevali. Se zgodi, da predajamo svojo moč v druge roke, kar pomeni, da vedno čez ta, bom rekla, most goreči tečemo. Kajti kadarkoli sebe zapustimo, svojo lastno presojo zapustimo, zanemarimo, kadarkoli sebe zaničujemo, kadarkoli sebe ponižujemo, kadar se podrajamo, takrat pravzaprav smo že na drugi strani tega mostu, ampak ker ne boli toliko, da bi mislili, da bomo kar umrli, morda tega ne opazimo.
Torej, februarja se opazujte, kdaj prelagate moč v tuje roke. Kajti, jaz vam garantiram, tisti ljudje, ki radi manipulirajo, tisti ljudje, ki so radi ta glavni, bodo letošnje leto zelo, zelo aktivni. Februarja začnimo delati na temu, da postavljamo mejo ravno zato, da jih prehitimo, bomo temu rekli. Sicer pa bo februar čudovit mesec za poglabljanje obstoječih odnosov, zato da si povemo kaj lepega, da se podružimo z ljudmi, ki jih imamo radi. Bodite pa zelo pozorni na nove osebe, ki stopajo v vaše življenje. Vprašajte se, ali je to oseba, kakršna bi si jaz želela biti. Ali je to nekdo, ki meni energijsko ful resonira. Je to nekdo, ko se dobim na kavici ali pa ko se srečam slučajno na ulici, pa malo poklepetam, pa sem kar malo bolj polna energije in zagona. Namreč v življenje nam februarja stopajo osebe in situacije, ki nam bodo nekako odsev tega, kar nam morda primanjkuje. Se pravi, za nekoga bodo to mirne osebe, da imate veliko frakerja v tem trenutku v življenju, majhne otroke, neke glasne sodelavce in tako naprej. V tem primeru je pričakovati, da se bodo pojavile osebe, situacije, priložnosti, ki vam bodo prinašale mir. In obratno, če imate občutek, da ste se nekje zataknili, da se nikamor ne premaknete, ogromno vas je proti koncu januarja potarnalo, kako težek prehod je bil v novo leto, kako so težke energije, kako ste kar nekako, se počutite, da ste malo bolj depresivni, bolj utrujeni, ogromno je bilo tudi tragičnih novic, s katerimi smo se soočali. Se pravi, kdo vas še dodatno črpa? In zdaj bom pa tukaj poudarila še nekaj. Veliko se govori v raznih, jaz vidim, videih in na svetih, ko govorimo o zakonu privlačnosti, o coachingu, o temu, da delamo na sebi, da je treba iti stran od negativnih ljudi. Jaz bom rekla, da se sicer v osnovi s tem strinjam, ampak, a veste, če imate vi dobrega prijatelja, sorodnika, otroka, starša, sodelavca, soseda, saj ni važno, ki prehaja preko zelo težkega obdobja, kaj to o vas kot osebi pove? Če imate vi zdaj nekoga, Francla, Jožefa, Jožico, ki, ne vem, se ravno kar soočil ali soočile z izgubo drage osebe, z nekim razočaranjem, z nekim zdravstvenim izzivom. Kaj o vas pove, če boste vi rekli, veš kaj, ti si pa zdaj polna negativne energije, jaz sem toliko zadnjič tam bral, pa to je še Una povedala tam na Instagramu, enem videu, da pač moramo se umakniti od negativnih ljudi, da se nas negativnost ne prime, tako da ti sebe kar poštimi, pa boš v redu, pa prid. Kaj pove o vas kot o prijatelju to? Kaj pove o vas in vaši ravni sočutja to? Kajti jaz verjamem, da število 2 je zelo pomembno in da smo v svetu dualnosti še vedno, ne glede na to, da se veliko govori o prehodu na druge dimenzije, da se veliko govori o vzporednih, bom rekla, sferah, dimenzijah in tako naprej. Ne glede na vse to, dragi moji, jaz pa vi, smo v tem trenutku, v človeškem telesu, na tej prelepi zemljici, kjer deluje gravitacija, kjer rabimo dihati za to, da živimo, kjer rabimo jesti, spati in tako naprej. In jaz mislim, da vsi gremo kdaj čez težko obdobje, ko nismo sami sebi podobni, ko smo težki, ko smo morda tudi toksični, ko smo zagrenjeni, ko smo enostavno preutrujeni, ko ne vidimo več tiste lučke na koncu sveta. In če zdaj sebe postavimo v ta položaj, kaj nam svet, naši prijatelji, sporočajo, če nam obrnejo hrbet, če namesto, da bi nas razumeli, nam prisluhnili, nam obrnejo hrbet in nam še povejo, da pač če si preveč negativen. Ali res nekomu s tem pomagamo? Jaz te ne govorim o ljudeh, ki živijo zato, da so negativni. Jaz te govorim o osebah, ki odkar jih poznate že 20-30 let ne počnejo drugega, kada jamrajo, pa so žrtve, pa so drugi krivi, pa dramo zganjajo. Okay? Jaz verjamem, da vsi imamo nekje nekoga v življenju, ki morda ustreza temu opisu. So ljudje, ki pač ne znajo drugače, potrebujejo to, bom rekla, čustveno intenzivnost, da se počutijo živi. In vso pravico imajo do tega in do teh ljudi vseeno dajmo imeti neko distanco. Če pa govorimo o nekomu, ki se sooča s težko situacijo in je zelo negativen, ne glede na to, kaj mi mislimo, je ta oseba si sama kriva, ker tudi v to radi pademo,
Kaj naše ravnanje sporoča o nas? In to je bistveno vprašanje meseca februarja. Kaj vaše obnašanje v kriznih situacijah druge osebe sporoča o vas? In tukaj se opravičujem, ampak ne morem mimo tega, kako lahko svet stoji in gleda, kaj se dogaja v Gazi, brez da bi šli na pomoč, mi pa tudi ni jasno. Tako da si tudi jaz včasih mislim, kaj mi je bilo, da sem sploh prišla na tale planet. In verjamem, da si mnogi v tem času podobno sprašujete, ker je ogromno nekih krivičnih situacij. In tukaj ne želim biti črnogleda, ampak še predobro se zavedam, kaj lahko ego naredi, pa seštevek letnice 8. Torej nočem reči, da bo zdaj konec sveta in da nas bodo kar prodali na prvi tržnici z ljudmi. Ampak dajmo se zavedati, da mi med seboj se lahko povežemo in lahko stvari spremenimo. Kar pogledamo, koliko dobrodelnosti se odvija, o čem skrito. Kako smo znali skupaj stopiti ob poplavah, ko so ljudje zjutraj vstali, zavihali rokave in šli pomagati čistiti. Nobeno dejanje ni premajhno, tudi če sosedi pomagate nesti vrečke, tudi če, ko greste na avtobus, počakate, da grejo najprej starejši gor in tako naprej. In vse to, ljubi moji, so vplivi števila 2. Vse to je pravzaprav ta sočlovečnost. Jaz vem, da to ni beseda, ampak jaz velikokrat rečem, kakšen sočlovek smo si, kakšen sočlovek ste vi drugim in kakšne sočlovečke sprejemate in ohranjate v svojem življenju. Kajti tukaj bom pa poudarila tudi sledeče. Če opažate, da imate prijatelje, ki vas pokličejo takrat, ko oni kaj rabijo, ko pa vi kaj rabite, so pa vedno tako zelo zaposleni z drugimi rečmi, da vam res ne morejo pomagati, mogoče tudi tu ne bi bila odveč neka manjša inventura. In zdaj, da ne bo tale napoved popolnoma predolga, gremo na hitro pogledati še število življenjske poti od 1 do 9. Jaz verjamem, da to zdaj pa že znamo. Če gledate oddajo na YouTubeu, jo kar ustavite, če mogoče potrebujete malo več časa. Seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre, da dobite število življenjske poti. Se pravi, toliko časa seštevate, da je ena sama številka na koncu. Enke. Drage moje enke, februar bo za vas absolutno mesec, bom rekla, ekstremov. Iz tega, da boste absolutno po svojih naravnih defaultih, tovarniških nastavitvah želeli iti z glavo skozi zid. Tam, kjer ne gre, enkice moje, ne gre. Tam, kjer ne gre, se dajte ustaviti, pa to energijo raje uporabiti nekje drugje. Kratko in jedrnato. Drage moje dvojkice, torej število življenjske poti pa nekako čaka podoben izziv. Tam, kjer ste vi vse bolj prijazni, pa vse bolj prilagodljivi, pa vse bolj potrpežljivi, pa se kar stvari ne premaknejo, pa vse večkrat prosite za neko videvnost in tako naprej, tudi tam morda je čas, da stvari malo zaključite, se odmaknete in poiščete ljudi, ki jim je dejansko mar, kako se vi počutite. Fantastično obdobje je zdaj, točno zato za vas. Podobno velja tudi za trojkice, se pravi, če imate v svojem življenju ljudi, ki vaše ustvarjalnosti, vaše domišljije, vaše izrazitosti, barvitosti, tega vašega, bom rekla, tudi optimizma ne razume, kaj ne bi bilo lepše, če bi se obdali z osebami, ki so vam vibracijsko podobne. In potem bi lahko skupaj ustvarjali, sanjarili, kreirali, namesto da imate občutek, da se morate kar malo opravičevati, zato ker imate bojno domišljijo in niste najbolj dolgočasna siva miška, ki hodi okrog po svetu. Malo za razmisliti. Število življenjske poti 4. Drage štirice, veste, vam pa ne bo pasala ta energija, vam bom kar zdaj povedala, ne se ustrašiti, ampak to, zdaj moram biti samozavesten, zdaj pa treba biti malo pri mir, pa zdaj se prilagajam, zdaj se moram pa zase postaviti, bo tako malo konfuzno na momente, torej tukaj težko dam neka navodila za uporabo, bom rekla, ne bo šlo, predvsem pa sebe poslušajte, katere osebe, katere situacije, katere navade vam ustrezajo in katere ne. V bistvu je to namen tega meseca za vas, nekak inventurni popis, bom rekla. Število življenjske poti 5, no, vi se boste imeli pa fenomenalno, to, da je 5 minut kot 10 minut drugače vam energija, ki vam je absolutno poznana in se v njej dobro znate počutiti, tako da izkoristite za vse tiste stvari, kjer pa imate občutek, da vas nekako okolica, beseda, ki jo dobivamo, je to besedo kompresira, se pravi, kjer imate občutek, da ste skupaj natlačeni, vleti, nekako zbiti skupaj, ne morete dihati. Tam to energijo ta mesec uporabite. Našla se bo pot ven iz vseh teh situacij, boste videli. Število življenjske poti 6, drage moje šestice, tudi za vas lep mesec, malo bolj romantično obarvan, absolutno bo rdeča nič vaša lastna vrednost. Se pravi, ali ste v preteklih letih, ko je bilo življenje kar zahtevno od vas,
postavili svoje standarde višje, kar pomeni, da nove osebe, ki stopajo v vaše življenje, bi mogli biti vse bolj korektne, vse bolj družinsko usmerjene, se pravi vse bolj vibracijsko vam podobne. Če temu ni tako, dvignite lastno vrednost. Kako je to simpel slišati. Število ženske poti 7. Drage moje sedmice, veste, tako zelo rade stroge same do sebe. No, februarja si dajte malo popusta. Dajte malo popustiti tam, kjer ste najbolj strogi, najbolj zahtevni, kajti ravno tam se skriva neka nova pot. A veste, tako bi rekel, tako je pač grmovje vseh nekih zahtev, pa pričakovanj, pa natančnosti, pa analitičnosti, pa je neka mehna stezica, po kateri bi lahko zajček rešitve švignil. Ne vem, zakaj sem se tako ilustrirala tole, ampak tak nek prizor imam v očeh. Torej, popustiti tam, kjer ste morda zelo, zelo strogi, zahtevni, celo rigidni. Število življenjske poti 8, drage osmice, a veste, tale mesec je fenomenalen za vse tisto, kjer je prav, da ste vi na prvem mestu, pa nekaj na vodilnem mestu, da ste vi tisti, ki je proaktivni, ki daje inicijativo, ki organizira, ki nekako počne stvari in po drugi strani sodelovanje z vam podobnimi, sodelovanje z ljudmi, ki tudi želijo neko podobno sporočilo predati svetu kot vi. Jaz recimo imam število življenjske poti 8 in moj začetek februarja to lepo dokazuje, o dogodkih sem že tako na začetku povedala, se pravi, kje so osebe, s komer se vi lahko nekako povežete, kaj ti želite doseči isto. To je bistvo februarja. In pa še število življenjske poti 9, drage moje devetke, pred vami je čas sočutja, pred vami je čas razumevanja druge plati zgodbe, se pravi, pričakovati je od osebe, ki stopajo v vaše življenje, bodo drugačne od vas. Vam bodo pa nekako prinašali sporočilo ali pa vprašanje, ali znate biti sočutne do sebe in ali znate to zbalansirati s sočutjem do drugih. Mnogokrat, ko delam z devetkami, ne glede na to, ali se pojavi v številu življenjske poti, predvsem pa kadar se pojavi v številu duše, govorimo o tem, da kar zajemate stisko drugih, zajemate bolečino drugih in včasih to ni ravno najboljša rešitev. Torej, drage moji, to je bil en tak hiter pregled od 1 do 9. Februar bo zanimiv mesec, prinesel nam bo tako belo kot črno, po vsej verjetnosti tako sneg, kot tudi tople sončne žarke. In pravzaprav to je življenje. Naj vas februar spomni na to, kako zelo barvito, raznoliko in nasprotujoče si življenje pravzaprav je. Naj bo en prečudovit mesec ljubezni, ko predvsem izražate ljubezen tudi, saj veste, sami sebi.